Kdaj in pod kakšnimi pogoji zavod izplača denarne prejemke v primeru smrti uživalca? Zavod ustavi izplačevanje pokojnine ali drugega prejemka takoj, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva Republike Slovenije zaradi smrti spremeni status uživalca oziroma ko pridobi obvestilo o smrti uživalca iz tujine. Neizplačani zapadli denarni prejemki se ob smrti uživalca lahko podedujejo in izplačajo dedičem izključno do dneva smrti uživalca. Če je bila pokojnina ali drug prejemek nakazana na osebni račun umrlega uživalca, ker zavod ni bil pravočasno obveščen o smrti, je banka dolžna zavodu prednostno v celoti vrniti vsa nakazila, nakazana po smrti uživalca. Če denarja ni na računu, mora banka zavodu posredovati podatke o osebi, ki je denar dvignila. Po prejemu vračila zavod pripadajoča sredstva nakaže dedičem na podlagi ustreznih dokazil. Dediči lahko izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu zahtevajo od zavoda na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. V primeru soglasja vseh dedičev se izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu lahko izvede tudi na podlagi osebne izjave, ki je v prisotnosti vseh dedičev izpolni in overi pooblaščena oseba na zavodu. Overitev podpisov vseh dedičev se lahko izvede tudi na upravni enoti ali pri notarju, pod pogojem, da je prejemnik vseh izplačanih sredstev ena oseba, ki je rezident Republike Slovenije. Na podlagi podpisane izjave se prejemnik izplačanih sredstev zavezuje, da bo prejete denarne prejemke s pripadajočimi obrestmi sam izplačal naknadno ugotovljenemu dediču, če se na podlagi sklepa o dedovanju izkaže, da do njih ni bil upravičen oziroma da so do dedovanja upravičeni tudi drugi dediči, ki v izjavi niso bili navedeni. Izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev se lahko izvede le na bančni račun dediča.